Z Jezusovo pomočjo razsvetlimo svet z upanjem. Božič nas vsako leto spominja na ljubezen Boga, ki je zaradi nas hotel priti na zemljo. Kako se lahko letos pripravimo, da ga bomo sprejeli? Na svetu je še vedno veliko žalostnih stvari in v mnogih državah še vedno divjajo vojne. Kaj lahko storimo? Kako naj pomagamo prinašati mir? Kiara Lubih nam je nekoč rekla: z ljubeznijo, kdor ljubi, je v miru s seboj in z drugimi. Letos vsi dečki in deklice prinesite detetu Jezusu svojo obnovljeno odločitev, da boste ljubili. Vedno znova, kako nas uči kocka, vendar še z večjo gorečnostjo. Kocka ljubezni nas spominja na vse vidike ljubezni, ki nas jih je učil Jezus. In kaj nam lahko pomaga, da bomo ljubili še bolj z večjo gorečnostjo? Pripravimo si zapestnico dejanj ljubezni. Če jo bomo nosili na zapestju, nas bo ves dan spominjala, da moramo biti pozorni na to, da vedno ljubimo in da osrečujemo tiste, ki gredo mimo nas. S pomočjo Jezusa, ki je vir ljubezni, bomo postajali vedno bolj sposobni ljubiti skupaj z njim. Skupaj izdelajmo zapestnico. Kako pa jo uporabljamo? Ljubi prvi. Ljubi sovražnika. Ljubi vse.
Ljubi drugega kot sebe. Ljubite se med seboj. Glej Jezusa v drugem. In potem? Te skrivnosti razkrijemo številnim dečkom in deklicam, pa tudi našim staršem, učiteljem, starim staršem, stricem in tetam, bratrancem, sestričnom in drugim. Pomagajmo si, da bo Jezušček našel svet, ki bo bolj razsvetljen z ljubeznijo. Kaj pa po Božiču? Leto 2025 bo res posebno leto, da bomo lahko prosili za opravičilo, da bomo odpuščali, da bomo znova začenjali in svetu prinašali upanje. Papež Frančišek je namreč to posebno leto, ki se imenuje sveto, jubilejno leto, posvetil upanju. V njem bo veliko posebnih trenutkov. Maj bo posvečen družinam, starim staršem in otrokom. Morda pa boste vi v letu 2025 odkrili še druge pomembne trenutke, praznike, obletnice, ki jih boste lahko živeli skupaj in okrepili ljubezen do vseh. Vse nam bo pomagalo, da razsvetlimo svet z upanjem.